pozdrav še iz moje strani. Nekako bom še dokončala ta zgodovinski del 20. stoletja in sicer začnem že globoko po drugi svetovni vojni in sicer se v svoji doktorski nalogi ukvarjam z samskimi materami, ki so bile v stiku z socialnim delom. Oziroma še bolj natančno se ukvarjam z arhivi centrov za socialno delo in pa tudi sem tudi naredila intervjuje s socialnimi delavkami, ki so delale v času Jugoslavije na centru za socialno delo v Sloveniji. Ampak vseeno sem pa začela svoje raziskovanje z pregledom revije Naša žena in začela sem 1955, zato ker se je takrat ustanovila šola za socialne delavke in sem se tako neko mogoče obdobje določila, kjer se tudi torej povojno socialno skrbstvo se malček uredi, ustali in nekako Jugoslavija tudi nakaže pot, na katerem želi pač bolj aktivno delati. Zdaj, zakaj je tudi pomembno, da sem naredila to analizo Naše žene, je, ker sem tudi primerjala pravzaprav te diskurze, ki so se pojavili v Naši ženi z diskurzi v arhivih in pa pravzaprav tudi se je pokazalo, da so neke besede ali pa pravzaprav besedišče so tudi ponavljale ali pa izrazile tudi socialne delavke. Na primer, ena zadeva, ki so mi rekle je, veš, mi nismo bili neka kmečka družba, mi smo bili napredni in nismo stigmatizirali samskih mater, ne, in to točno pravzaprav te besede sem tudi našla v reviji Naša žena. Ukvarjam še tudi neke primere, ki se zelo povezujejo potem z sami rezultati raziskave, ampak svoje arhivsko delo sem opravila v Zgodovinskem arhivu v Ljubljani, enostavno zato, ker je nemogoče celotno Slovenijo z arhivi obdelati v enem doktoratu sploh ne, ker je tega gradiva enostavno ogromno, mislim, enih 5 sob v arhivu, tako da tega res veliko. In pa, kot smo imeli na intervjuji s socialnimi delavkami, lahko že zdaj povem, da sem pričakovala, da bom tako nekaj 10-15, na kar sem gotovila, da pravzaprav na območju, ki sem ga raziskovala, ni bilo več kot toliko socialnih delavk. Se pravi, bile so recimo 3 socialne delavke, 40 let, se pravi, da se ni ta količina socialnih delavk ves čas spreminjala. Zdaj, da ponazorim, torej recimo nekaj od teh diskurzov, ki sem jih zaznala v Naši ženi, seveda je to samo nekaj izbranih, drugače je to taka dolg dokument izjav. Torej moja analiza je zadevala politične izjave oziroma izjave, ki so prišle, ne vem, od maršala Tita, Vide Tomšič, se pravi nekih političnih avtoritet, do tudi nekih strokovnjakov, ki so govorili znotraj, recimo še intervju ali pa neko temo opozorili. Potem so novinarski članki, kjer so novinarke določeno temo izpostavile, in potem tretja je bila pravzaprav ustanovitev nekih skrbstvenih pomoči oziroma, ne vem, na primer ustanovitev vrtcev, torej neke oblike nekega napredka. Recimo, če pogledamo to prvo izjavo, ki je zagotovo potem tudi relevantna v drugih panelih po odmoru, torej prepričanje je bilo, da socialistična družba se želi znebiti stigme samskih mater. Recimo v tej izjavi vidite, da nezakonski otrok mora biti rojen. Mislim, da nimajo težav, če je oče neznan, konec koncev je tudi njegova odgovornost. Se pravi, da so na očete gledale, kot da so soodgovorni za otroke.
Potem je bil velika polemika na začetku, torej se pravi v 60. letih, je bilo rejnina oziroma preživnina kasneje, preživnina in stanovanja. Predvsem s preživnino so se veliko ukvarjali, zato ker veliko očetov ni plačevalo preživnine. Sicer so pa predvsem nagovarjali sodnike, se pravi, konkretno so se novinarke, naše žene, so poiskale sodne spise in recimo en tak primer, mogoče da ga izpostavim, je, ko so pisale ogorčeno, da oče plačuje manj preživnine, zato ker mu je sodišče reklo, ker sodišče rekel, da on potrebuje liter vina vsako jutro, da začne delati in mu je to odštelo od preživnine. So rekli, da pač tako ne more iti, da otrok rabi pač denar, oziroma mati rabi denar, da otroka preživi. Se pravi, ta pritisk na preživnine, tudi pa bom povedala nekaj primerov iz socialnih delavk, je bil zelo, zelo močen. Obenem pa so tudi konec 60. in v 70. letih zaznamo lahko tudi zelo močno prisotnost socialnega dela. Predvsem se ustanovijo centri za socialno delo leta 1960 in nekako opisujejo delo socialnih delavk. Bile so tudi v tovarnah socialne delavke in te so bile res zelo pomembne pri ženskih delavkah, če lahko tako rečem. Predvsem zato, ker tam, kjer so bile socialne delavke, je kazalo nek napredek v obravnavi samskih mater. Naprimer, da so zelo skrbele, da imajo matere varstvo, torej to je bila neka splošna splošna ideja, da je potrebno absolutno imeti varstvo za otroke, urejanje preživnin, dopustov, v glavnem, recimo en tak primer je bila Mura, ker je bilo veliko delavk zaposlenih in tudi delale so raziskave socialne delavke, oziroma v obliki vprašalnika, koliko imamo samskih mater, kaj bomo zdaj naredili in tako naprej. In torej kasneje pa se še dogajajo postopki na sodiščih, ker tudi sodelujejo socialne delavke. Ko vidite v tem zadnjem citatu, pravzaprav sodnik govori, kako je pomembno, da socialne delavke sodelujejo pri postopkih razveze, zato ker tam, ker so socialne delavke, je v bistvu se bolje razplete za otroke in tudi matere, zato ker naredijo neko socialno obravnavo socialne delavke in poskrbijo, da otroci dobijo preživnino, da se vključijo v varstvo in tako naprej. Mogoče še da zaključim zdaj ta diskurs znotraj revije Naša žena. Sicer seveda beseda ženska obstaja, vendar kakorkoli beremo prispevke, so vedno ženske opredeljene do neke vloge, recimo vloga matere, delavke, gospodinje, žene. Se pravi, ves čas zagovarjajo, zdaj pa potrebujemo, ne vem, kontracepcijo za naše matere, da se lahko odločijo, kako bodo ravnale. Potem, oziroma, če niso imele otrok, potrebujemo kontracepcijo za naše delavke, da ne bodo torej odvisne od moške volje in tako naprej. Se pravi, da so ženske ves čas v neki vlogi nastopajo. Dobro, zdaj nekaj o arhivih Centra za socialno delo, torej bila sem nekako, rečemo, obsojena na to, kar je bilo v Zgodovinskem arhivu Ljubljana. Torej, bilo je zelo razpršeno za območje Ljubljana, zagotovo ima kakšno logiko, ampak recimo bila sem v Litiji in v Cerknici, to vse je spadlo pod Zgodovinski arhiv Ljubljana. Zdaj,
to so nekako teme, ki so se pojavljale v arhivu in tudi to so definicije, ki je sam arhiv dal, torej neurejene družinske razmere, rejništvo, posvojitve, zavodi oziroma tle sem dala seveda institucionalizacija, alkoholizem, ločitve in preživnine. Torej to so teme, kjer se samske matere pojavljajo. Gre predvsem, torej v arhivi gre za spise, kot se lahko predstavljate, ki so velikokrat nepopolni ali pa se zgodbe kar izginejo. Birokracije v tem smislu, kot jo poznamo danes, ni pravzaprav veliko. Imeli so nekatere splošne formularje, kot je preživnina. Se pravi, socialne delavke so izvedele iz porodnišnice, kater otrok ima priznano očetovstvo in kateri ne. In na podlagi tega dokumenta so sprožile postopke, torej kontaktirale so ženske, neobvezno, v smislu vemo, da nimate priznanega očetovstva, lahko pridete, če želite. In tem, če niso prišle, jih tudi niso iskale ali da bi jih pozvale še enkrat. Za rejništvo in posvojitve, torej rejništvo je bilo predvsem v 60. leta so bila nekako zaznamovana z rejništvom in sicer zaradi slabih stanovanjskih razmer, predvsem delavk, so dajali otroke v rejništvo. Torej, recimo pri Litostroju v Šiški se je bilo barakarsko naselje, kjer niso mogle matere z otroci živeti noter, ker je bilo blato po tleh in tako naprej in takrat so jih pač vzeli v rejništvo. Zdaj, po intervjujih, ki sem jih opravila, sicer so bili kasnejši, ampak ta praksa so se izogibali, kakor so lahko, torej niso želeli dajati več otrok samskih mater v rejništvo. Prav tako posvojitve so bile zelo redke, razen v nekaterih primerih, ki se spet malo kasneje dotaknem. Ampak v glavnem rejništvo je bilo taka pereča tema, tudi predvsem zato, ker to pomeni, da so dostikrat dali otroke drugam. Se pravi, če je bila mati v Ljubljani ali pa v Mariboru, so ga odmaknili nekam na vas in zdaj absolutno transport ni bil to, kar je danes in zelo težko so prišle matere na obisk. Zaradi tega so izgubili stike in so rekli, ne, mati mora imeti stik z otrokom, da lahko pride enkrat nazaj. In tudi socialne delavke so se zelo angažirale v tem smislu. Torej, vrele tudi so ločitve in preživnine, predvsem spori med starši. Zdaj pa neke moji zaključki, tudi gledanje z mojimi današnjimi očali. Torej, prakse so se zelo razlikovale. Imamo seveda neke skupne značilnosti, ampak tudi so bile zelo razpršene po vseh. Torej, ni nujno, da so en primer tako rešili, nujno, da so drugega po enakem kopitu. Kar je bilo zelo zanimivo, sicer so imeli tudi, pa ne bom šla v zelo podrobnosti, ampak samo da razložim, bil je nek fond na Centru za socialno delo, kjer so lahko socialne delavke podeljevale finančno podporo. To je bil njihova diskrecijska pravica in tudi bila je neka komisija, kjer so bile socialne delavke noter in one so lahko predlagale recimo v občini ljudi, ki so bili bolj naklonjeni sociali, so rekle. In recimo je bila neka mati, ki je pač sama skrbela za otroka, otrok je bil športnik in ni imel športnih copat in je ona napisala, ta otrok nujno rabi copate in so dobili. Torej, denar so dostikrat podelili prav samskim materam, ki so potrebovale neko materialno podporo za preživljanje. Zdaj, kar je ena od, torej še dva moja opažanja je, da torej socialne delavke so delale torej po nekih strokovnih načelih, vendar se vseeno kažejo recimo neke pomanjkljivosti, če lahko tako rečem, in ena od teh je, kar sem pojmala kot nerazumevanje nekih življenjskih kriz. Naprimer, starša se ločita, tej materi obenem še njeni starši umrejo in je enostavno imela ženska, videti je bilo, da je pač neko krizo, da je bilo težko, da ni mogla za otroke poskrbeti in to socialne delavke niso razumele kot nekaj,
kratkotrajnega, ampak so zelo resno postopali, da je pač otroka odvzamejo in ga dajo k očetu. In na koncu se je izkazalo, da je bil oče tisti, ki ni znal poskrbeti za otroke in je mati po nekaj mesecih se okrepila, prebolela vse te smrti in so potem nazaj dali materi otroka. To se nekaj ponovala kot reševanje očitnega, se pravi, socialne delavke so ukrepale takrat, ko je bilo nujno, ali pa takrat, ko tudi neke preventive, ampak naprimer takrat, ko je bilo nasilje v družini ali pa ko je bila ženska naprimer s 3 otroci na ulici. Niso se pa spraševali, od kod je zdaj ta pojav, zakaj je ta ženska na ulici. Dostikrat je tudi v arhivih bilo zapisano, da so bile pravzaprav te ženske spolno zlorabljene v otroštvu, kar vemo iz literature in seveda so še arhivi potrdili. Torej spolna zloraba je velikokrat vplivala na to, da so potem ženske bodisi pač neko prostitucijo zašle oziroma ne vem, pravzaprav so jih tudi našli v kakšnem skednju in tako naprej. Se pravi, ampak s tem primarno težavo, spolnim nasiljem se pa pač niso ukvarjali. Ukvarjali so se v tem smislu, da so tej ženski ali rejništvo zrihtali in zanjo in za otroke, ali pa kasneje tudi otroke odvzeli, če so videli, da pač so otroci predolgo časa na ulici. Zdaj pa samo še nekaj na kratko o intervjujih. Torej, opravila sem intervjuje s socialnimi delavkami in delavci. Ko sem rekla, bili so razpršeni od Litije, Ljubljane, Cerknice, Logatca, Vrhnika. In glavna stvar, ki želim poudariti, je to, da je velika razlika med ruralnim in urbanim. Tudi v sami problematiki socialni, kako so postopali do ljudi, v glavnem razlike so res velike. Recimo že imela sem tudi čast na nek način govoriti socialno delavko, ki je bila rojena v 20 letih in je prav začela, torej leta 54 je ona začela delati na socialnem skrbstvu in v Litiji, ko še ni bilo cest in mostu, so se s čolnom prevažali od vasi do vasi, da so lahko ljudem nudili skrbstveno pomoč. Se pravi, da je tudi že ta predvsem logistika, transport je povsem drugače potekal. Naprimer, vseeno so dobili v 70 letih službena vozila na CSD-jih, medtem ko v Ljubljani so hodili peš s kolesom trolo. In je že ta distanca med ljudmi bila povsem drugačna, poleg tega imamo tam torej že način bivanja drugačen, se pravi, tle je bilo mogoče malo več blokov, tam so večinoma pač bile hiše. In to je tudi en tak glavni poudarek med tem urbanim in ruralnim socialnim delom. Zdaj, socialne delavke so tudi definirale drugače matere, samske matere, recimo neke prave samske matere oziroma samohranilke, so rekli, so tiste, ki oče ni plačeval preživnine. Se pravi, da so res čisto same skrbele. Vse ostalo je bilo, ko bi rekli, predmet debate. In tudi življenjske zgodbe so tiste, ki so zaznamovale pravzaprav ki so zaznamovale življenje samskih mater. Recimo tukaj bom zdaj pa enih par primerov povedala, naprimer, predvsem, in kar je še se pokazalo, je, da so bile socialne delavke zelo povezane s skupnostjo. Naprimer, tam, kjer so bile tovarne, predelovala socialna delavka, da je šla noter ona iz centra za socialno delo, socialna delavka v tovarni, pa tam vodja kadrovske so se usedli in so klicali vse očete, ki niso plačevali preživnine. In so neke vrste družbeni pritiske izvajali v smislu, saj sem tukaj podpiši, pa ti bomo od knjižnice utrgali, pa bo v redu. In je rekla, da večinoma so vsi podpisali, niso se upali zanemarjati te dolžnosti. In tudi, kar so ugotovile, je to, da ko so očetje začeli plačevati preživnino, so tudi začeli se skrbeti, oziroma jih je zanimal ta otrok. Se pravi, ta finančni vložek je bil pomemben. No in zdaj, če res še zaključim, nekako, da ta angažiranost socialnih delavk
Torej, govorimo o polovici, tudi od leta 75 naprej, je bila res velika. Ta povezanost s skupnostjo, recimo sodnica je skopirala zapiske, osebne zapiske socialne delavke, da je lahko potem pač presodila, komu dodeliti otroka. Tako je tudi recimo da je en oče lagal, da je plačeval, pa rekel, ne, tukaj imam jaz zapisnik, da je drugače. In potem so presodili v prid materi. Se pravi, da je bil ta angažma socialnih delavk resnično velik. Pol še primer, če lahko dam, je, da je bilo nasilje v družini, ki je živela samska mati z otrokom in ta njen moški otrok oziroma je bil pač nasilen in je ona obesila rjuho na balkon in takrat je vedela delavka, da mora priti in potrkati v stanovanje, da se dogaja nasilje. In pa mogoče samo še to, da dosti mojih intervjuvank je bilo tudi, in tudi eden intervjuvanec je bil sam nezakonski otrok. Se pravi, da so bile te izkušnje nekaj, kar je tudi zaznamovalo njihovo delo. Rekli so, da jih razume, da treba to popraviti in tlele sem tudi opazila, da je bil nek osebni angažma pač še toliko večji. Evo, tako pa bomo zaključili. Ja.